Seveda enostavno samo nasloniti plastiko in plačati. Mladi so rojeni v digitalno dobo, poznajo pametne telefone, njim je vse, kar ni digitalno, odveč. To je izjemna inovacija, takojšnja plačila sama po sebi. Danes se goljufije selijo logično na segment takojšnjih plačil. Gotovina ostaja, je zakonsko zaščitena, ljudje si želijo imeti izbiro. Tudi jaz si želim imeti gotovino kot opcijo, plačujem pa samo negotovinsko. Lepo pozdravljeni v podcastu Ministrstva za finance. Moje ime je Katarina Matejčič. Danes pa tema, ki zanima in zadeva prav vse med nami, to je denar. Zato za začetek dva zanimiva podatka. V Evropi je v obtoku kar 30 milijard različnih bankovcev, poleg tega imamo Slovenci 4,4 milijona različnih kartic slovenskih izdajateljev, to pomeni brez neobank, kar pomeni, da ima vsak med nami v povprečju 2,5 kartici. Danes je z mano Simon Anko z Banke Slovenije. Lepo pozdravljeni. Hvala za povabilo. Očitno smo Evropejci in tudi Slovenci še vedno precej vezani na gotovino. Podatek za Slovenijo, v kar 64% se na fizičnih plačilnih mestih še vedno uporablja gotovina, kar pomeni, da gotovina ni ogrožena. Je kakšen poseben razlog za to? Ja, ta številka je zanimiva. Če gledamo 8 let nazaj, to študijo Evrosistem izvaja zadnjih 8 let, smo bili nekje v povprečju evroobmočja na 79%. Zelo visok odstotek, ampak potem je ta znesek, ta odstotek, ta delež v Sloveniji počasi padal. In ja, očitno smo navezani na gotovino. Seveda pa se je sploh od pandemije naprej, ko se je tudi pozivalo, vedno več plačevalo, seveda digitalno. Kakšni so konkretni podatki tukaj za Slovenijo in pa seveda tudi za evroobmočje? Rekli ste, delež gotovine pada, torej kako se povečuje delež uporabe digitalnih plačilnih sredstev? Dejstvo je, da plačujemo vedno več digitalno. Zakaj? Tehnologija napreduje, uporabniška izkušnja se izboljšuje, navajeni smo plačevati s telefoni, denarnice nosimo več vedno s seboj in to je tisti element, ki na to vpliva. Poleg tega pandemijo ste omenili, ampak pandemija je imela samo en učinek, navajanja ljudi na brezstično plačevanje. Seveda enostavno samo nasloniti plastiko in plačati. Da ni gotovine, da se ne prejema gotovine, da ni kovanca in tega, in to je zagotovo bil pomemben element. Vse, kar ni gotovina, je danes negotovinsko. Večinoma še vedno plastika, en del tega pa so mobilne aplikacije. In kaj je s temi mobilnimi aplikacijami oziroma digitalnimi denarnicami? So kakšni podatki, koliko ljudi in morda tudi kaj po skupinah starostnih, kdo je bolj nagnjen takšnemu plačevanju, kdo manj, verjetno je mlajša populacija bolj navajena in si tudi zna naložiti tovrstno aplikacijo in na ta način plačevati? Absolutno, te podatki obstajajo od 2019 in v evroobmočju se ta delež izjemno povečuje. Od 1% v 2019 do 6% v lanskem letu. Tukaj Slovenija zaostaja nekje na polovici tega, na 3%, ampak še vedno velja, mladi so temu naklonjeni. Mladi so rojeni v digitalno dobo, poznajo pametne telefone, njim je vse, kar ni digitalno, odveč in dejansko plačujejo potem digitalno. Njihov delež je tukaj mnogo večji. Kaj pa takojšnja plačila, predvsem tukaj uporabljamo Flik? Kako smo se na to navadili? Denar imaš tako rekoč v sekundi, v tisti sekundi, ko plačnik nakaže. Ja, to je izjemna inovacija, takojšnja plačila sama po sebi. Zamislite si, to je tako kot gotovina. V eni sekundi dobite že prejeta plačila. To je tak napredek. Tukaj je analogija z SMS-i. Mladina pričakuje, da je plačila enako učinkovito kot SMS. Banke se tega niso si mogle zamisliti, ampak danes to imamo. In če pogledamo Flik, danes ima Flik že v Sloveniji skoraj 700,000 aktivnih uporabnikov, ki pa ne plačujejo veliko. Nekje 2 plačili na mesec vsak. Je pa tukaj zanimivo, kakšno odlično uporabniško izkušnjo omogoča. Tukaj ni več vpisovanja nekih dolgih IBAN številk, to je samo e-mail prejemnika, telefonska številka, lahko človeka sploh ne poznaš, imaš njegovo telefonsko številko in plačaš. Kaj še tukaj zanimivega?
lahko se zahteva plačila. Enostavno pošlješ dolžniku zahtevek, request to pay, to imenujemo, in ta potem plača. To je zanimivo v situacijah, ko si delimo plačila, ne vem, za skupna večera ali kaj podobnega, in to je rešitev, ki ima perspektiva. Če ste kdaj plačevali na spletu s Flickom, spet izjemna izkušnja. Ne vpisujete nekih dolgih številk vaših plačilnih kartic, ampak samo svojo telefonsko številko, dobite notifikacijo, se mogoče celo z biometrijo prepoznate in zadeva je plačana. Kaj si lahko boljšega želite? Je pa tukaj ena omejitev. Flick je omejen na slovenske banke in danes vemo, da so številni Slovenci že komitenti tujih bank, sploh teh neobank v tujini, in te nimajo Flicka. To je pa ta manjko teh rešitev. V EU obstajajo številne nacionalne rešitve, Flick v Sloveniji, ki je izjemna rešitev, ampak niso med seboj povezljive. Nimamo torej mednarodne rešitve, ki bi bila čezmejna. Imamo jo, ampak nima svojih temeljev v EU. Imamo sheme, ki prihajajo iz ZDA, ponovno še iz Azije, iz Kitajske, nimamo pa svoje. Denar je nekaj, kar Slovenci uporabljamo večkrat dnevno, to je nekaj, kar vsi poznamo. Kaj uporaba gotovine, kartic, digitalnih plačilnih sredstev, Flickov in podobno pove o povprečnem Slovencu? Ali lahko damo neko oceno, kaj plačevanje, oblike plačevanja povejo o nas? Kakšni smo, recimo v primerjavi z drugimi Evropejci? Ja, zagotovo nekaj pove o nas, o našem značaju, naših navadah. Dejstvo je, da večinoma še vedno plačujemo z gotovino. Tukaj je neka navada, da nam paše nekaj otipljivega imeti, nekaj prijet, konec koncev tudi videti v denarnici, koliko še imamo. Mogoče zveni to staromodno, ampak taki še vedno v večini smo. Ni pa to povezano nujno z digitalno nepismenostjo. Tukaj bi izpostavil Nemčijo in pa Japonsko. Obe sta visoko razviti. In tako v Nemčiji kot na Japonskem je izjemno visok delež gotovinskih plačil. Zakaj? Želijo si anonimnost. In to jim je velika vrednota. Za Slovenijo bi mogoče še izpostavil, da tudi ni mogoče v vseh situacijah negotovinsko plačevati. Sami vidite, ko želite plačati neko storitev, večinoma v gostinskih lokalih, in vam povejo, kje je najbližji bankomat. To se še dogaja. Poleg tega pa tukaj je za izpostaviti sivo ekonomijo. Siva ekonomija je pomemben element. Če nekdo dobi plačila v gotovini, potem tudi sam plačuje v gotovini. Tukaj je nekaj elementov, večinoma pa navade, kultura, želja po anonimnosti. In po otipljivosti. In po otipljivosti. Kaj lahko na tem mestu rečemo o zlorabah? Gotovina seveda je lahko ponarejen bankovec, vendarle s karticami prihaja do zlorab, lahko ti jo ukradejo, lahko kje nekako jo poskenirajo. Kakšno je tukaj stanje? Je tega vedno več, vedno manj? Zdaj sploh s temi dvojnimi autentikacijami je manj tega. Je manj tega dejansko ali se nam samo zdi? Je manj tega. Tudi rešitve, ki omejujejo goljufije, sledijo digitalizaciji, sledijo goljufam. Če smo včasih se bali, da nam bojo na bankomatu preslikali magnetno stezo, danes magnetnih stez na karticah ni več. Ko kupujemo na spletu, imamo to močno autentikacijo, ki ste jo omenili. To je nemogoče, če nimaš vsaj 2 elementov, da bi lahko potem na spletu plačal. In danes se goljufije selijo logično na segment takojšnjih plačil. In tukaj je to izjemno pomembno paziti, preventiva je tista. Nikoli imeti seveda poleg PIN-a s kartico, to je že malomarnost, poleg tega pa zakonodaja EU in slovenski zakon ščiti plačnika. Plačnik samo do nekega zneska nosi škodo. Da končava z digitalnim evrom, ljudje težko razumejo, kaj to sploh je in na kakšen način se bo to uporabljalo. Zakaj v bistvu Evropska unija sploh razmišlja o uvedbi? Tukaj je več elementov. Kot sva omenila, obseg gotovin za plačevanje pada. In gotovina je tisti denar, ki je javni. Če gledamo ostale zasebne digitalne rešitve, so privatne. In mi ne želimo biti odvisni od nekih rešitev, ki prihajajo iz ZDA,
iz Kitajske. Tudi sva omenila, da Flik ima omejen doseg na Slovenijo. Take rešitve v EU ni. Imamo eno gotovino, ko potujeva po evroobmočju, lahko z isto gotovino plačujeva povsod. Če potujeva po evroobmočju z negotovinskimi inštrumenti, plačujeva s shemami, ki nimajo svojih temeljev v EU. In mi želimo zagotoviti v digitalni dobi javni denar. To je izjemno pomembno. Poleg tega pa načrtujemo, da bo digitalni evro omogočil tudi offline funkcionalnost. To pomeni brez povezave s spletom. Danes takih digitalnih rešitev globalno ni, ki bi omogočale offline plačevanje in bi bile po svoji osnovi digitalne. To je zagotovo pomembno, poleg tega seveda ne pomembno ali pa ključno še izpostaviti takojšnjost 24/7 in pa možnost plačevanja v kriznih situacijah. To bo neka alternativa. In tukaj sem dolžen izpostaviti, da digitalni evro, če ga bomo vzpostavili, tukaj odločitve še ni. Delamo kot da bo, ko se pojavi potreba, lahko ga potem dejansko izdamo, to je lahko v nekaj letih ali kasneje, če bo taka odločitev. In digitalni evro bo omogočil plačevanje z eno rešitvijo, imel bo status zakonitega plačilnega sredstva, kot danes gotovina. In mi vse skozi govorimo, to bo digitalna gotovina, komplement bankovcem in pa kovancem in ne nadomeščamo gotovine. Gotovina ostaja, je zakonsko zaščitena, prav zdaj snujemo novo serijo bankovcev, to pomeni, da nimamo nobenega namena gotovine kot take današnjih bankovcev in pa kovancev ukinjati. Da čisto plastično poveva za digitalni evro, ki sicer je šele v razvoju in šele prihaja, čemu bi bil torej najbolj podoben? Kartici, digitalni denarnici, Fliku, s čim lahko to najbolj primerjamo? Če bi mogoče povezala današnjo gotovino in pa Flik, kombinacija tega dvojega, terjatev do emisijske banke, to pomeni do centralne banke, z tega vidika javni denar, ki omogoča vse funkcionalnosti kot Flik. Naš cilj je zagotoviti idealno, najboljšo možno uporabniško izkušnjo in tudi zato ne hitimo. Želimo svoje delo temeljito opraviti, nam se ne mudi in delamo dejansko ekstenzivno. Mogoče danes še ni veliko za pokazati, ampak delo poteka intenzivno. Tukaj je skupina 150 plus ljudi na ECB, ki na tem dela in želimo preučiti vse možne elemente, vsa tveganja od finančne stabilnosti, finančne vključenosti in pa seveda to, da bodo ljudje želeli to funkcionalnost, to digitalno gotovino imeti. Bil pa bi kako, kaj na telefonu ali kako bi to uporabljal? Torej nekaj podobnega kot digitalna denarnica, če si danes predstavljamo s tem, kar imamo že v tem trenutku na voljo. Ja, nekako tako. Zagotovo bo zadaj aplikacija, ki bo to omogočala, ampak mi ne želimo enega dela populacije izključiti. Zadaj bo tudi plastika, ki jo poznamo, za tiste, ki so manj vešči mogoče digitalnih rešitev, nameščanja aplikacij, plačevanja ali pa ne želijo. Tako da, ja, želimo vso populacijo, ki danes uporablja gotovino, vključiti v ekosistem digitalnega evra. Torej rešitev bo vedno več, ne vedno manj, torej nič od tega, kar v tem trenutku obstaja, ne bo šlo iz življenja oziroma pozabo. Omenila sva gotovino, ampak bo vedno več možnosti, vedno več vrst in načinov plačila. Dejstvo je tudi iz te naše raziskave o navadah plačevanja izhaja, da tudi ljudje, ki ne plačujejo z gotovino, želijo imeti gotovino kot opcija. Ljudje si želijo imeti izbiro. Tudi jaz si želim imeti gotovino kot opcijo, plačujem pa samo negotovinsko. Že za ta občutek, da imaš neko možnost, da ti niso nekaj vzeli. Najlepša hvala za tole in srečno. Hvala vam.